Lepo pozdravljeni. Agencija Republike Slovenije za okolje je v začetku oktobra izdala sklep, da mora Nuklearna elektrarna Krško za podaljšanje obratovalne dobe z 40 na 60 let do leta 2043 izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. V NEK-u ta sklep sprejemajo pozitivno, pravi predsednik uprave in dodaja, da so samim postopkom že pričeli. Upravno sodišče je januarja ugodilo tožbi nevladnih okoljskih organizacij, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Fokus in Umanotera ter odpravilo odločitev Arsa, da za podaljšanje delovanja Nuklearne elektrarne Krško do leta 2043 ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. Arso je zato o tem ponovno odločal in svojo odločitev tokrat spremenil. V začetku oktobra je izdal sklep, da mora Nuklearna elektrarna Krško za podaljšanje obratovalne dobe izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Mi ta sklep sprejemamo pozitivno, bomo izvršili to, kar nam sklep nalaga. Samim postopkom so že pričeli. V bistvu smo že naročili potreben elaborat, ki je strokovna osnova za cel postopek. Ta elaborat bo predvidoma končan v začetku leta prihodnjega. Časovnico samo ostalih aktivnosti, ki so pač po uredbi zahtevane oziroma po zakonu, pa še usklajujemo. Arso v sklepu še navaja, da je na podlagi predložene dokumentacije ugotovil, da je podaljšanje dovoljenja funkcionalno povezano tudi z gradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo. Suho skladišče napreduje, bi rekel, po začrtani časovnici. Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Trenutno je še razgrnitev dokumentov za gradbeno dovoljenje. Paralelno pa poteka čezmejna presoja vplivov na okolje z Avstrijo in Hrvaško, tako da je tudi ta del v zaključni fazi. Računajo, da bodo pravočasno pridobili gradbeno dovoljenje. Postopek naj bi bil končan na prehodu leta. 7. leto zapored je občina Krško v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško, Gen Energijo, Agencijo za radioaktivne odpadke in Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK pripravila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora. V letu 2019 so v okviru nedavčnih prihodkov proračuna občine Krško prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta znašali 8,9 milijona evrov. Nuklearna elektrarna Krško je v preteklem letu prispevala 2,9 milijona evrov, Sklad za razgradnjo nekaj več kot 6 milijonov. Nadomestilo za omejeno rabo prostora so razdelili v dva dela. 20% celotnega nadomestila so namenili za individualno rabo. Največji del tega denarja je šel za potrebe razlike v ceni v vrtcih, to je več kot 900 tisoč evrov. Se pravi, občina Krško sofinancira tisti del, ki ga bi sicer morali plačati starši v višini 30% tega deleža. Drugi so pa manjše zadeve in sicer recimo subvencija mestnega prometa, potem je tukaj individualna nadomestila prebivalcem v krogu 1500 metrov okrog nuklearne elektrarne, potem je to letovanje otrok in podobno. Drugi del, 80% nadomestila, so namenili sofinanciranju večjih investicij v občini. Tako lahko omenim kot večje investicije, recimo izgradnjo vrtca na Senovem, potem knjižnica v Krškem, potem je tukaj izgradnja obvoznice in podobno. Skratka, seznam teh objektov je kar velik, tako da brez teh sredstev pa seveda bi bistveno težje sfinancirali naš delež, ki ga moramo prispevati pri teh projektih. Oktobra so po vsej državi znova prepovedali opravljati gostinsko dejavnost v lokalih. Dostava hrane je, tako kot v času epidemije, v pomladnem času dovoljena, zato se bodo tisti, ki imajo to možnost, prilagajali sproti. Posavski gostinci so si s poletno sezono nekoliko pomogli po zaprtju v času epidemije v pomladnih mesecih. Zdaj pa so morali svoja vrata ponovno zapreti. Ja, za nas pomeni spet eno prilagajanje. So neke izjeme, kot je dostava hrane, pa prevzem oseben v lokalu. Mi bomo se tega poslužili. Tako da smo že pripravljeni na to od marca, ker smo že enkrat bili zaprti. Mi že dostavo normalno delamo kot prej. Malo se je dostava povečala glede na to, da so lokali zaprti, ampak vseeno smo padli na nekih 30%
prometa. Ne. Vendar z dostavo ne morejo nadoknaditi izgube ob zaprtju. Kako bo z zaposlenimi, še ne vedo. Kar se tiče natakarjev, nekaj bomo vključili v dostavo, ampak mislim, da tudi ne bojo mogli doseči nekih polovičnega delovnega časa. No. Tako da verjetno nekaj bo šlo na čakanje, kar se tiče, mislim, da okoli 6 natakarjev bo tako šlo. Z 16 imamo zaposlenih, ja. Drugače pa tudi še 12 študentov, ki zdaj pač ne bojo mogli nič delati. Ne. Bomo videli, kakšno povpraševanje. Določene bomo dali na čakanje. Prilagajati bomo sproti, ko ne moreš vedeti, kako je. Se vidi, da se iz dneva v dan dogajajo spremembe, težko nekaj planirati. Posledice so pa za naše podjetje so v letošnjem letu velike. No. Izguba prometa je ogromna. Je že več kot 30%. Gostinski lokali nikoli niso bili vir okužb, zato se nam zapiranje zdi neupravičeno, pravijo na Obrtno-podjetniški zbornici, ki je proti ponovnemu zapiranju gospodarstva. Tukaj je tak ali pa tak zagotovljena neka zadostna razdalja, tako da niso problemi gostinski pa frizerski saloni, ampak je problem drugje. In kaj gostinci pričakujejo od države? Nič veliko. Računamo bolj na sebe kot na državo. Ja, od države verjetno bo še slabše, kot je bilo. Ne. Pač si bomo mogli sami pomagati, koliko si bomo. Ne. Upam, da bomo vsaj toliko z dostavo naredili, da bomo pokrili stroške pa zaposlene. Daje pomoč, bom rekel, bolj na načelni ravni. Eno osebo smo samo zaposlili z papirji, ker so taki postopki javljanja, kdaj kdo dela, kdaj ne dela, da ogromno birokracije. Ogromno birokracije, ampak nekako bomo speljali. Ni, bomo že. Na zbornici sicer pričakujejo, da bo država prizadetim pomagala v obliki temeljnega dohodka. Absolutno temeljni dohodek, ki je zdaj v novem paketu 5, ki je predviden 1100 evrov, to je za samozaposleno osebo. Potem zagotovitev plačila delavcem, to pomeni čakanje na delo od doma, ki naj bi bilo 100%, ne 80%. Od države zahtevajo tudi, da jim v celoti pokrije vse fiksne stroške, vključno z najemninami, ter da se jim v tem času zamrzne odplačevanje bančnih kreditov in lizingov. Zadnja leta so se sadjarji soočali z različnimi težavami in izzivi. 2 zaporednima letoma pozebe je sledila preobilna letina, nato pa še nekontroliran uvoz cenenega sadja, predvsem jabolk. To jih je spodbudilo k iskanju rešitev, zato so nekateri začeli zasajati nove sorte jablan. V Arnovem Sedu so predstavili novo odporno klubsko sorto Bonita, ki je bila vzgojena na Češkem in dosedanje delo na projektu Evropskega inovativnega partnerstva, s katerim so pričeli lani. Da so pridobili dovoljenje za pridelavo bonite za Slovenijo, so lani ustanovili zadrugo Tibona, ki danes šteje 16 članov, od tega jih je 11 iz Posavja. Po celoletnem trudu, negi in varstvu nasadov jim je kljub neugodnemu letu uspelo pridelati kakovosten pridelek. Bonita kot taka se je nekako prijela v slovenskem prostoru in moram reči, da od lanskega leta do letos je kar velik preskok. Iz 7 hektarjev smo prišli tam nekje na 19 hektarjev. Razširili smo se po vsej Sloveniji. Zadruga Tibona je sedaj prisotna na štajerskem predelu, tam okrog Slovenske Bistrice, potem v Prlekiji, v Ljubljani, na Kmetijskem inštitutu 1 hektar in tudi na Primorskem na posestvu Biotehniške fakultete. Jabolka Bonita je taka zelo lepa, plodovi srednje veliki do veliki, lepo rdeče obarvani. Meso je sladko-kiselkastega okusa, harmonično, hrustljavo, sočno. Sorta je drugače, odporna proti jablanovemu škrlupu, kar je najbolj pogosta bolezen pri jablanah. To pomeni, da nam dejansko omogoča, da jo pridelujemo na naravi bolj prijazen način. Letos pričakujejo okoli 200 ton pridelka, ki ga bodo skladno s pogodbo 90% prodali preko zadruge, 10% pa ga bodo lahko pridelovalci prodali doma oziroma na tržnicah. V tem trenutku odkupna cena za jabolka Bonita, cena direktno od kmeta v teh velikih poletnih zabojih je 60 centov, kar je kar solidna cena za ta pridelek.
Sadjarji so prepričani, da ima bonita velik potencial, zato so lani pričeli z delom na projektu preko Evropskega partnerstva za inovacije, ki zajema vse od pridelave do trženja te sorte. Gre za sorto, ki je po eni strani zahtevna, ima določene posebnosti, po drugi strani pa, če ne druga, je nova v Sloveniji, kar pomeni, da jo treba tudi v naših razmerah preizkusiti in pač prilagoditi tehnologijo našim razmeram. V bistvu namen projektu je, da najdemo za različne talne tipe, za različne načine sajenja optimalno pripravo zemljišča, potem da povemo, kakšna je v bistvu najbolj kvalitetna sadika, da potem res prvo leto, res drugo leto, res tretje leto, polno rodnost četrto leto, da dobimo polni volumen. Tule pred nami so zdaj drevesa v tretjem letu, teh 10, 12, 14 kilogramov. V polni rodnosti razmišljamo o tem, da bi lahko bilo na drevo 20 kg. Vendar pa posledično gosto in kompaktno drevo s številnimi vejami vpliva na slabšo obarvanost plodov. Bonita je rdeča sorta in če je rdeča, lepo živo obarvana, potem je tudi izjemno kakovostna. Da bomo to barvo dobili, bomo morali skreirati drevo pravega volumna z dovolj osvetlitve, tako da bomo prišli skozi vsaj z 2, 3, mogoče 4 obiranji. Enkrat plodov ne bomo mogli obrati, ker ne bodo dovolj obarvani. V sklopu projekta so potekale tudi aktivnosti za izdelavo promocijskega gradiva in oblikovanje embalaže za jabolka. Ob odprtju podjetniškega inkubatorja Krško so predstavili tudi rezultate posavskega projekta oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti oziroma Urbana obrt, ki ga vodi območna obrtno-podjetniška zbornica Krško. Kot partnerji pa sodelujejo še občine Krško, Sevnica in Bistrica ob Sotli ter Zavod Dobra družba. Projekt predstavlja inovativno pobudo za oživljanje urbanih središč na način, da se vrnejo obrtniki, ki predstavljajo temelj gospodarske stabilnosti in razvoja, prinašajo nova delovna mesta in predstavljajo bogato kulturno-zgodovinsko dediščino urbanih središč Posavja. Že sama ime pove, da želimo v stara mestna središča vrniti obrt oziroma jih oživiti tako, kot so nekdaj tudi potekala. Projekt, ki poteka slabi 2 leti, je vreden okoli 148 tisoč evrov. In skozi njega bojo v vseh 3 občinah obnovljeni infrastrukturni objekti, to pomeni infrastruktura, postavljene razstave, v Krškem kavarna in pa tudi izobraževanje in druge aktivnosti. Na stojnici pred novim podjetniškim inkubatorjem so se predstavili posamezniki, ki negujejo stare obrti. Med njimi sta bila Marko Kostanšek iz Podsrede in Ina Čebular iz Brestanice. S časoma mi je hobi postal poklic in tu že zdaj profesionalno delam prek 20 let. S tem, da je od začetka sem izdeloval samo te zadeve, te kuhinjske deske, pa še ene skodele pa to. Zdaj je pa to že preraslo v mizarstvo, rezbarstvo, restauratorstvo, tako da zdaj že, že dobrih 10-15 let pa že delam to domače mizarstvo, se pravi na star način, ampak vse iz masivnega lesa, nič ne delam iz iverca, pa obnavljam recimo kakšne zadeve, omare, novo pohištvo se izdeluje, razbarjeno na star način, to, kar ne dela skoraj noben več, ali pa zelo malo, ker se ne splača. V projektu Urbana obrt izdelujem kostume, zgodovinske kostume. Zastavili smo kostume, v katere bi se lahko obiskovalci prireditev v Krškem kostumirali in se potem fotografirali. V bistvu namen tega je, da bi si naredil fotografijo v zgodovinskih oblačilih. Krško ima dejansko bogato tradicijo obrti, saj imamo tudi enega najstarejših cehov na slovenskih tleh, to je krški krojaški ceh iz 12. stoletja. In samo združevanje obrtnikov se je v bistvu v Posavju začelo prav v Krškem. Mi smo lansko leto praznovali 50-letnico kot zbornica, tako da tule star del, če se bi sprehodili, je včasih živela obrt, danes je pa skoraj da ne prazen. Skozi projekt je bila izdelana tudi publikacija, knjiga Mestotvorne obrti v Kostanjevici na Krki. Spoštovani gledalci, spremljali ste mesečni pregled gospodarstva v Posavju. Hvala za pozornost in nasvidenje.